Danes se podajamo v eno res osupljivo vizijo prihodnosti razvoja iger, postavljeno v letu 2045. Ampak to ni samo neka napoved, to je prava ustvarjalna utopija, ki lebdi visoko, visoko nad Dubajem. Torej, s temi besedami se začenja vse skupaj, kar skočimo dobri 2 desetletja v prihodnost. V svet, kjer je meja med tem, kar je resnično, in tem, kar je domažilja, postala, skoraj nevidna. Naša prva postaja nas torej pelje visoko nad bleščeči Dubaj. Tam, kakšnih 50 metrov nad tlemi, se nad vsem, kar poznamo, nahaja nekaj resnično izjemnega. In to je to, Skyforge. Ampak ne gre za neko navadno stavbo na stebreh, ne, to je celoten kompleks, ki na videz popolnoma kljubuje gravitaciji. Oddaleč je videti kot nekakšen ogromen lebdeč otok. Čisto zares, kot bi ga nekdo vzel naravnost iz znanstveno-fantastičnega filma. No, kako je to sploh mogoče? Skrivnost je seveda v kombinaciji noro napredne tehnologije. Močna elektromagnetna polja in protigravitacijski stabilizatorji skrbijo, da vse skupaj lebdi. Potem so tu še skoraj nevidni karbonski nosilci, ki zagotavljajo stabilnost. In celotna struktura ni en kos, ampak je sestavljena iz 6 ločenih otokov, ki jih povezujejo prozorni mostovi. V redu, pa poglejmo, kako je videti delo v notranjosti. Podajmo se v samo srce kampusa, v tako imenovano jedro ustvarjalcev ali po angliško Creators Core. Tale primerjava, pove praktično vse. Pozabimo na klasične pisarne, kot jih poznamo. Mize, stoli, tipkovnice, vse to je preteklost. Tam so jih zamenjali lebdeči kokoni, ki se prilagajajo telesu, in pa, seveda, holografski zasloni. In orodja, ki jih uporabljajo, to je šele zgodba. Razvijalci so torej v teh ergonomskih kokonih, pred njimi pa so ogromni 30 in 20K holografski zasloni. Vse skupaj upravljajo z gibi rok, z očmi in najbolj noro od svega, celo z mislimi. Hvala naprednim neuronskim umestnikom, kot je Neuralink 7. generacije. Zdaj pa ena zanimivost. Kaj pomeni ta številka 512 GB? To je količina pomnilnika v najnovejših računalnikih iMac Pro, ki, stojijo nekje v kotu. Ampak veste, zakaj jih uporabljajo? Zgolj za nostalgijo. Za tiste redke trenutke, ko se komu zahoče delati na stari, klasičen način. To pa res postavi moč ostale tehnologije v pravo perspektivo, kaj ne? V redu, od ustvarjanja gremo zdaj k testiranju, ampak to seveda ni kar tako testiranje. Odpravljamo se na vzhodni otok, v poglobljene testne arene. Tam se iger ne samo igra, ampak se jih doživlja v res ekstremnih pogojih. Naprimer, eno od teh aren je dobesedno cel prostor potopljen v vodo. Zakaj? Zato da lahko razvijalci v potapljalski opremi preizkušajo, kako se liki v igri odzivajo na vodni pritisk in tokove. To je predanost realizmu na povsem novi ravni. Naslednja postaja komara za prosti pad. Seveda kot nalaže za testiranje mehanik gibanja oblestežnosti, za kakšne vesoljske simulacije, vse z namenom, da je izkušnja čim bolj identična. In če to ni dovolj ekstremno, imajo tudi komoro, ki je ohlajena na -40 stopinj Celzija. Idealno za preizkušanje tistih preživetvenih iger na ledenih nezemeljskih svetovih. To je res testiranje meja, tako za programsko opremo, kot za ljudi, ki jo testirajo. Zvezda med vsemi arenami pa je zagotovo VR komora brez zakasnitve. To je res vrhunec tehnologije potopitve. Predstavljajmo si, ogromna vsestranska tekaška steza, ki omogoča neomejeno gibanje. Haptična obleka za celoto telo, da se čutijo dotiki in udarci. In za piko na i še generatorji vonjav. Popolna iluzija. V redu, po vseh teh ekstremnih arenah je čas za nekaj bolj sproščenega. Prečkamo most in vstopimo v kreativno oazo kampusa. To so prostori, kjer se rojevajo briljantne ideje in kjer si razvijalci napolnijo baterije. In to je kupola navdiha. Ogromen, odprt prostor, kjer je edino pravilo to, da ni pravil. Namesto pisaren so tu viseče mreže, lebdeči stoli, obdani z naravo, slapovi in najbolj fascinanten del. Strop je pravzaprav projekcija zvezdnega neba, ki se spreminja glede na kolektivno razpoloženje vseh prisotnih. In kaj nastane v takem okolju? Seveda, koncepti, ki premikajo meje mogočega. Prav tukaj se je rodila ideja za Dreamforge, igro, ki se jo igra dobesedno med spanjem v lastnih sanjah.
Seveda, za takšne igre je potrebna tudi povsem nova tehnologija. Zato se zdaj odpravljamo na Južni otok, v laboratorije za raziskave in razvoj. Tukaj ne ustvarjajo iger, ampak tehnologijo, ki bo poganjala igre naslednje generacije. Eden od njihovih ključnih projektov je pogon čustev. To je sistem, ki v realnem času bere čustva igralca, strah, veselje, jezo in temu dinamično prilagaja zgodbo. To pomeni, da vsaka izkušnja postane popolnoma osebna in neponovljiva. In poglejmo še tole številko. 400 000. To je število različnih vonjav, ki jih lahko ustvari njihov prototip motorja za vonjave V3. To res kaže, kako daleč so pripravljeni iti za doseganje popolne potopitve v virtualne svetove. Za konec pa poglejmo še, kako Skyforge ni samo delovno mesto. Sploh ne. Je celosten življenjski slog za njegovih 800 prebivalcev, ki tam živijo in delajo. Življenje tam je prav tako futuristično. Prebivalci spijo v kapsulah, ki jim snemajo sanje. Te pa se lahko kasneje uporabijo kot navdih za igre. Hrano si tiskajo sredi tiskalniki, ki lahko obroku dodajo okus najljubšega spomina. Kultura dela pa je izjemno hitra. Dnevni sestanki z glavnim direktorjem trajajo samo 1 minuto. Ko pogledamo vse to skupaj, je jasno, da Skyforge predstavlja nekaj veliko večjega. Je nekakšen manifest o prihodnosti ustvarjalnosti same. In tole je morda ključna točka vsega. Vstopnica v ta svet. Ne gre za denar, ne gre za poznanstva. Odvisne je od ene same stvari. Imeti moraš idejo, ki ima potencial, da spremeni svet. To je celotna filozofija, ki poganja vse skupaj. In s tem zaključujemo tole potovanje. Vprašanje, ki ostaja odprto, pa je, če je prostor, kot je Skyforge, sploh mogoč, katere neverjetne danes še povsem nepredstavljive ideje se bodo tam rodile v prihodnosti. To je misel, ki resnično pusti domažilji prosto pot.